dan in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Me veseli, ko slišim, koliko mentorskih programov je v Sloveniji. Moram reči, da se s tem področjem ukvarjam že več kot 10 let, pa jih ne uspem vedno vseh odkriti. Do sedaj smo veliko govorili o tem, kaj mentori počnejo s svojimi mentoriranci. Seveda pa smo tukaj med nami tudi tisti, ki mentore pripravljamo na uspešno delo. Tako gospa Kastner, kot tudi kasneje kolegica iz Obrtno-podjetniške zbornice. Mislim, da boste govorili tudi o tem. Verjamem, da gospa Meglič bo govorila podobne stvari kot jaz in da se bo dopolnjevala, tako da bom jaz podal tiste misli, tiste poudarke, za katere smo na centru ali pa v okviru gospodarske zbornice ugotovili, da so pomembni pri samih mentorjih. Preden sploh pristopijo, tudi usposobljenost iz računalništva je pomembna, ali informatike. Pa da ne bom predolg, na gospodarski zbornici oziroma Centru za poslovno usposabljanje se ukvarjamo s tem, da usposabljamo tiste mentorje, ki sprejemajo na prakso dijake ali študente. Zgodba je že zelo dolga, ampak jaz bi začel tam pri letu 1996, ko je bil uveden dualni sistem izobraževanja v Republiki Sloveniji in tako naprej in predpisano vajeništvo. In takrat so se tudi podjetja kar naenkrat zavedla, da nekako je treba te dijake in študente usposobiti na primeren način, jaz temu rečem. Se pravi, kaj je mentor, lik mentorja? Vemo, da ima svoje strokovno znanje, vemo, da ima svoje osebnostne lastnosti, kakršnekoli že so. Dobro je, da čuti v sebi, da bi rad bil mentor, da ni v to prisiljen. In seveda, kaj mora še imeti? Neka znanja prenosa znanj. Se pravi, pedagoško in andragoško znanje, če želite temu tako reči. Že v tistih letih so se razvili programi, bili potrjeni in nadaljevali do današnjih dni. Danes program izgleda tako za tiste, ki imajo študente višjih šol, kot tiste, ki sprejemajo dijake iz poklicnih šol, neko 24-urno usposabljanje. Pogledali se bomo tudi s kakšnimi vsebinami, ne pozabimo pa, da imajo tudi kar nekaj samostojnega dela, se pravi, nekaj energije pa morajo vložiti tudi sami, ne samo snovi, ki jo podajamo mi predavatelji. Seveda smo predavatelji in izvajalci omejeni s čim? Omejeni smo s tem, da šolski programi od dijakov in študentov nekaj zahtevajo. In omejeni smo s tem, da mentorji v podjetju pa ne morejo vedno delati ravno tisto, česar se morajo dijaki naučiti. Se pravi, je naša naloga, da mentorje pripravimo na to, kako bojo zahteve šole povezali s svojim praktičnim znanjem, praktičnim delom, vsakodnevnim ciklom v podjetju in da bojo lahko tistih 150% dela, ki ga morajo opravljati, kodor imajo dijaka ali študenta, nekako spravili v en normalen okvir delovnih ur in da vsi imamo nekaj od tega, tako mentor, podjetje kot študent ali dijak. Zato je program sestavljen tako, da jih naučimo izvajati postopke načrtovanja, izvajanja in poučevanja v delovnem procesu. Se pravi, damo jim orodja, ki jim pomagajo delovni proces spraviti v učni proces. Mogoče se sliši malo tako zahtevno, pa niti ni. Je pa res, da rabi veliko prakse, veliko rutine in tudi sam sem mentor in vem, kako težko je, ko pride do tebe dijak, in se moraš kar naenkrat ukvarjati z njimi. Mentori rečejo, zdaj se moram pa ukvarjati z njimi, kaj naj z njim delam. Naša naloga je, da jim povemo, kaj naj z njimi delajo in kako naj to delajo, da bojo imeli, bom zdaj grdo rekel, čim manj opravka z dijakom. Se pravi, da bojo v čim krajšem času, čim lažje dosegli čim več in da bo tudi cilj, ki ga mora dijak doseči ali študent, izpolnjen. Seveda, veliko poudarka dajemo na uspešne medsebojne komunikacije, reševanja konfliktov, namreč veste, da ljudje smo takšni in drugačni, energija med nami je ali pa ni. Velikokrat si sodelavca, dijaka, študenta ne moramo izbirati in zato neke osnovne spoznanja ali pa neke metode, ki jih dobimo,
kako reševati konflikte, kako poteka komunikacija, da se oba dva razumeta, je. Kolegica pred mano je omenila, da vsak mentor je pač svoj človek. In nek odnos zaupanja, v navednicah prijateljstva med mentorjem in dijakom ali študentom vedno mora biti. Ker smo vsi samo ljudje, vsi imamo slab dan in tudi človek ali mentor ali dijak mora razumeti, da pa ima lahko nekdo drugi tisto jutro slab dan. In da se o tem tudi pogovarjata. Jaz imam velikokrat težave z dijaki, ko rečem, tudi če nimaš dela, mi kot mentorju povej, trenutno nimam dela. Ne sedi mi za računalnikom in biti tiho in nekaj klikati. Povej mi. Ker jaz od vseh ne morem točno vedeti, vem, kaj delaš, za koga delaš, ampak lahko si pa hitrejši, kot jaz pričakujem. In ko končaš, povej, pogledava, pokomentirava in greva naprej. Danes se zelo radi vsi za računalniki skrivajo in nič ne povejo. Seveda pa kar moramo pa pri nas še posebej mentorje opozoriti, so pa značilnosti izobraževalnega sistema. Tukaj so predpisi, ki si jih oni morajo držati, je sistem, ki se ga morajo držati in so na koncu mentorska poročila, ki si jih morajo držati, so neke forme, neka navodila šol in o tem jih še posebej usposobimo. Ker sem vsebini že kar nekaj povedal, ne bom več razlagal naprej, tu je še mogoče bolj podrobno napisano, kaj vsebini slišijo, ker je pri nas ključno, na koncu usposabljanja pa je, da mora vsak mentor pripraviti svojo seminarsko nalogo in nalogo mora zagovarjati. Pri pripravi seminarske naloge zahtevamo dve stvari. Prva je, da je seminarska naloga dejansko letni operativni program usposabljanja v delovnem procesu in priprava na učno enoto, se pravi delovno vajo, ki jo bo z dijakom ali študentom počel in kako ga bo na koncu ocenil. Kar pomeni, da je njegova seminarska naloga kaj? V bistvu že en šimelj, kot temu rečemo, obrazec, template, če hočete, zato, ker bo on lahko prihodnje takoj v podjetju uporabil. Nam je to bistveno. Prideš iz usposabljanja, začneš delati in lahko delaš. Damo mu urodje vnaprej. Druga stvar, ki pa je pa seveda zagovor seminarske naloge. Zakaj zagovor? Vsak mentor naj bi znal odpreti usta, naj bi znal tudi nastopati pred ljudmi, pred znanimi, neznanimi, kakorkoli že. Če pred predavatelji, ki ga učijo 3 dni, težko pove, kaj v seminarski nalogi naredil, bo zadrega pri dijaku ali študentu mogoče še večja, glede na to, da tudi dijaki pa študentje velikokrat ne znajo niti ust odpreti, oprostite. Vsi so v zadregi in če so oboji v zadregi, potem je zadrega velika. Seveda se zelo, zelo trudimo, da vse mentorje opremimo z vsemi informacijami, da jim je ta vstop v, bom rekel, mentorski način življenja čim lažji. To je ena slikca copy-pastena iz interneta, vidite enega zelo starega gospoda, ki pač pooseblja neke lastnosti mentorja, to moramo vsi mentorji nekako imeti v glavi, pa doseči moramo vse te lastnosti, še preden bomo toliko stari. Rad rečem, da dijak ali študent, ko pride na mentorstvo, to je v bistvu tako, kot se doma rodi in ga začnejo starši vzgajati. To so njegovi prvi koraki v poklicni svet in velikokrat bo kopiral vlogo svojega mentorja na svoje bodoče delovanje. In naloga nas mentorja je, da to vlogo, ki jo prekopira, da jo čim bolje, tako bom rekel strokovno, kot pa, če hočete, tudi obnašalno, ne najdem druge besede, komunikacija in te stvari. Jaz bi samo za konec še eno statistiko. V zadnjih 10 letih smo tako na Centru za poslovno usposabljanje čez svoje roke nekako spravili več kot 1800 mentorjev in upam oziroma verjamem, da s tistimi, ki imamo kontakte, zelo dobro delujejo v podjetjih in usposabljajo dijake in študente. Hvala lepa.